Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Kulturni izziv. V oddaji, v kateri odkrivamo, kakšne izzive na področju kulture imajo tisti, ki ustvarjajo ali soustvarjajo ta del življenja. Z mano je tokrat Mojca Horvat, ena od članic vokalne skupine Florentine, da nam bo malo več povedala, kako pri njih ustvarjajo pesmi, jih prepevajo in nenazadnje tudi sodelujejo z drugimi. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni in hvala za povabilo. Takole, Mojca Horvat, 7 članic imate, pri katerih se pa imena pravzaprav tudi ponavljajo, kaj ne da? Res je, včasih se kar hecamo, da je to bil neki razlog, zakaj, katera sploh lahko pride v skupino. Se pravi, jih znate mogoče našteti vsaj po imeni? Ja, seveda, torej 2 Katji, 2 Mojci, Polona, Blažka in Vesna. Tako. Skupaj tvorite eno tako skupino, ki že kar nekaj let prepeva, hkrati se pa seveda izbirate za različne nastope, različne pesmi. Kako to poteka pri vas? Kako se odločite, da boste recimo pele večne hite ali pa ljudske pesmi ali kaj drugega? Dejansko moram reči, da pojemo vedno to, kar je večini pa vsem všeč. Sicer imamo kar različne glasbene okuse, ampak zbiramo potem pesmi, kjer se vse strinjamo, da jih želimo izvajati. Moram reči, da je vedno več idej in tudi navdušenja, kot pa časa, da bi vse skupaj tudi pripravile, tako da to je tisti dejavnik, ki nas najbolj, bom rekla, muči. Drugače pa se kar hitro ogrejemo za kakšno novo idejo, no, in res skušamo biti čim bolj pestre, letos z temi večnimi hiti, ki ste jih omenili, torej začela se je ideja okrog skupine ABBA odvijati, tako da s tem smo začeli, smo našli zelo zanimive priredbe. Potem pa še seveda malo širše, lansko leto recimo z Avseniki, nekaj čisto drugega, ne bi mogoče kdo rekel, tudi ljudske pesmi, obstajajo izredno zanimive priredbe in z veseljem posegamo po njih. Ali pa recimo tudi balkanske smo se že tudi lotili, smo imele pa eno iz Bosne pesem, pa ena iz Hrvaške, pač malo mešano, makedonsko tudi. Tako da ja, pestro. Povejte, kako ste se pa pravzaprav našli skupaj in kdaj ste začele? Ja, dejansko zdaj uraden začetek je pred 8 leti bil, tako da čez 2 leti bomo praznovali že prvo okroglo obletnico. S tem, da večina pevk je že prej pela tudi skupaj v različnih drugih sestavih. Potem pa se nekako, ja, zdaj pa že kar nekaj let pa v tej sestavi pojemo, ki je sicer malo nenavadna, 7 pevk, ne, ponavadi je 8. Ampak nekako tako zdaj delujemo in smo zadovoljne. No, mogoče pa bi še tudi katero sprejele. Ob tem pa je treba seveda poudariti, da pojete vse skupaj. Včasih prevzame vodilno vlogo pevke ena, včasih drugo. Kako se to dogovorite? Je to odvisno od barve glasu, od pesmi? Od česa? Ja, dobro ste povedali. Dejansko mogoče, če tako razloživa za gledalce, ki ne poznajo toliko vokalnega petja, da je to podobno kot ena glasbena skupina, kjer so različni inštrumenti. In mi večinoma pojemo 4-glasno. To pomeni, kot da bi 4 različni inštrumenti bili, recimo ena kitara, en klavir, bobni. In potem, torej če nas je 7, po 2 pevki sva torej na enem, bom rekla, inštrumentu, ena pa je potem sama. Ključno pa je pri tem tudi potem, če katera manjka, da je to težko. Težko je izvajati neko glasbo brez recimo klavirja ali brez kitare, tako da je pri nas v tako mali sestavi zelo pomembno, da smo vse prisotne. Katera prevzame glavno melodijo, je malo odvisno od priredb. Zdaj mi imamo večinoma, torej uporabljamo note že prirejene, glasbe z priredbami, vendar pa naša vokalna vodja, Mojca Potrč, tudi je se že poskusila in je že napisala nekaj res krasnih priredb, tako da je ona dejansko to priredila prav za nas. Ja, bistveno, tako ste rekli, barva glasu, pa tudi višina, zato ker glavna melodija je včasih v višjih tonih, včasih pa v nižjih.
Jaz pa imam še posebej rada tiste pesmi, kjer si nekako podajamo glavno melodijo. Dejansko lahko ugotovimo, da imate pri tem kar veliko izzivov. Izbrati, katera bo pela, katera je mogoče vsaj navidezno takrat v ozadju, ne gre pa za neko tekmovanje, da je ena boljša ali slabša, ne? Ne, mislim, da skušamo izkoristiti prednosti, ki jih vsaka ima, ne? Ker zdaj reči, ali boljše imeti višji glas ali nižji, takšen ali takšen. V bistvu je vsak glas je primeren za nekaj določenega in tu posvečamo tudi kar nekaj pozornosti temu, da izberemo torej pravilno. Na veliko nastopih nastopate same, na veliko koncertov je tudi samostojnih, pri nekaterih pa seveda izberete goste. Zdaj, ali pojete kakšno pesem skupaj ali ločeno, je že to potem tudi verjetno stvar izbire, ne? Dejansko moram priznati, da je kar prijetno tudi za nas, da imamo vmes en vsaj rahel odmor, mogoče za kak požirek vode, pa torej čisto tak je fino imeti glasbene goste, da malo, tudi mogoče za poslušalce, da razbijajo eno ličnost na ta način. Hkrati pa zelo, zelo rade sodelujemo z novimi glasbeniki, dosti sodelujemo tudi z, ne vem, lokalnimi kulturnimi društvi, ne samo glasbenimi, in to je vedno zelo zanimivo. Vsak prinese nekaj novega in tudi čisto tako medčloveška povezanost je nekaj zanimivega, nek poseben način povezanosti, ko z nekom skupaj stojiš na odru. Ne nazadnje kakšen ženski ali pa moški pevski zbor, ne, ki mogoče poje drugače, ne, ima drugačen značaj, če bi lahko govorili tudi o značaju zborov, ne, tudi druge pesmi. Kako se potem vi takrat odločate? Imate recimo tematiko, pa rečete, zdaj pa bomo same recimo, ne vem, ljudske pesmi pele ali pa same hite, pa dajte še vi kakšno, ne? Kakšno je to povezovanje potem in sodelovanje? Ja, dejansko na tak način, kot ste rekli, skušamo tudi večinoma kakšno pesem skupaj izvesti, ker to je potem tudi poseben izziv. Drugače zazveni recimo sploh z moškim pevskim zborom skupaj. In potem pa vseeno hočemo koncertu dati neko rdečo nit, ne, da bi zdaj nekdo pel nekaj povsem drugačnega. Tako da to je seveda tudi zelo pomembno in vsi, ki smo do zdaj z njimi sodelovali, so bili odprti in ja, res nam je bilo veliko veselja. Povejte, kako se pa same spravite k temu, ne? Se pravi, naredite neko priredbo, potem je treba to tudi se naučiti. Besedilo velikokrat nekaj znane pesmi znate, pa vendar, ko pa stopite vseh 7 na oder, je pa verjetno vseeno to drugače. Ja, seveda, besedilo tudi včasih v teh zborovskih priredbah je, da so besedila malo zamaknjena, ne? Torej ne pojemo dejansko vse istočasno, isto besedilo in pa seveda melodija, ne? Zdaj, če smo prej govorili o tistih glasovih, ki glavno melodijo pojejo, potem torej vsi ostali glasovi pojejo nekaj, kar bila je, ker rekel, ta pa bi še moral malo iti, mogoče si popraviti posluh. Glavnem, zelo čudno zveni, ne zveni v redu, če je samo. Potem pa, ko pride skupaj, pa to zazveni. To pomeni, da je treba vaditi najprej vsako posebej in potem tudi, da se to zlije skupaj. Kakšne so potem vaje pri vas? Vadite zagotovo, ne? Ja, najmanj vsak teden. Kako to potem je videti, slišati? Ja, dejansko, ko se učimo nove pesmi, je treba vsako linijo, mi temu rečemo, posebej zvaditi, tako da to je tudi nekaj čakanja za ostale pevke, ne? In potem postopoma, mogoče najprej po 2 glasova skupaj, pa potem druga 2 in potem to nekako oblikujemo v skupno melodijo in to je tudi moj najljubši trenutek ustvarjanja, ko prvič vsaj približno že dobro zazveni in začutiš, kak potencial dejansko ima in da bo fajn, da bo kljub temu, da je na začetku zgleda, joj, grozno, to sploh ne bo šlo, ne vem, recimo smo se Golico smo pele, ne, in to je seveda ni vokalna pesem, nima nobenega besedila in vso besedilo, ki je bilo pa ram pa pam, pa pam, 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 ampak tudi to na začetku misliš, pa to si ne bom nikoli zapomnila, ampak potem gre.
Jo znate še vedno, ne pravim zaradi tega, da bi jo zapeli, ne? Ampak vendar ostanejo te stvari potem v glavi. Ne? Ja, to je tudi dobra zadeva. Mi skušamo vsake toliko neke pesmi, ki smo jih rade pele, pa jih potem za nekaj časa nismo pele, da jih skušamo se spet spomniti. To sicer spet terja nekaj časa od nas, nekaj treba se potruditi, ampak gre pa seveda dosti lažje, kot da je čisto prvič. Zdaj, če primerjamo to z vožnjo kolesa, ker radi rečejo, ne, ko se enkrat naučiš voziti kolo, potem znaš, je to vseeno malo drugače. Jaz bi bolj to primerjala kakšnemu treningu pri športu. Recimo, da čez poletje, da se ne vidimo, prav čutim, da rabim več zraka, da težje, tako da 5 bi bilo treba še veliko pogosteje, kot pa ta enkrat na teden. No. Dejansko zelo podobno kot s športom. Vse to je to, ne? Glasilke in vse ostalo je treba, da ves čas vadijo, ne? In da jih seveda ne preobremenite. No, to pa tudi ne, ja. Mora biti ravno prav, ne? Vsega, ne? Ja. Kako se pa same recimo pripravljate na nastop? Spodbujate drugo, se prej dobite, greste še skozi kaj? Ja, večinoma se kar precej prej dobimo. Ponavadi je tudi prej kakšna tonska vaja, tako da to že tudi zahteva pač kar prej prihod. Potem pa gre, zdaj so že skoraj, to bi rekla, neki taki rituali, skozi katere gremo in ki so prijetni, zelo povezovalni. Ne? Tudi če kdaj prej mogoče kaj ni šlo, je potem to čas, ko se več ne misli na to. Mogoče nekatere imajo več treme pred nastopom, nekatere manj. Ravno to sem mislila vprašati. Trema še verjetno obstaja, ne? Ni pa tista, ki bi bila obremenjujoča, da bi vas zaustavila, ne? Ne, sigurno ne, drugače ne bi šla na oder, mislim. Ne vem, jaz zelo rada nastopam, tako da jaz neko tremo res nimam ravno težav. In potem se mi zdi, da to se tudi druge nalezejo. Imate še eno posebnost, namreč oblačila, pripravljena za, recimo bomo rekli, eno temo koncertov in nastopov, za drugo, ne, tako včasih, ne, tak za tiste vaše samostojne koncerte tudi, ne. Kako se pa tu dogovorite, kaj boste imele oblečeno, kateri paše mogoče? Ja, tu pa ni tako demokratično. Tu pa imamo kar naša predsednica, tudi bom rekla naša stilistka, ima zelo dober smisel za tudi kombinirati oblačila in ona potem ponavadi reče, kaj bo, in dosti od nas ostalih rečemo, joj, se tega privatno ne bi nikoli oblekla, ampak ok, za na oder pa ja. In dejansko potem tudi dobimo povratno informacijo od občinstva, da je to v redu. Moramo meniti tudi to, en večjih izzivov pri vsakemu kulturniku so finance. Kako vam gre skozi, ne, nazadnje vaje, nastopi, kostumi, če lahko tem oblekam tako rečemo, ne, nekaj stanejo, potem še vožnja na kakšen koncert, ki ni doma, ne, nekaj prinese, ne? Ja, dejansko mi delujemo kot kulturno društvo, tako da nekaj sredstev tudi dobimo od občine Selnica ob Dravi. Zelo, zelo nam grejo tudi na roko s tem, ko imamo lahko vaje v hramu kulture Selnica ob Dravi in to popolnoma brezplačno. Tako da to je en ogromen plus, ki brez tega bi res težko šlo. Za nekatere koncerte dobimo tudi nekaj plačila, čeprav dostikrat tudi nastopimo pač dobrodelne namene oziroma brez honorarja. Nekaj pa tudi same pač seveda prispevamo, tako da lepo zvozimo. Tako. Imate seveda tudi samostojne koncerte v hramu kulture Arnolda Tovornika, torej v Selnici ob Dravi, ki je na nek način vaš dom, ne? Tako, res. Ja. Vsako leto se... Tako, vsaj enkrat ali pa večinoma dva koncerta na leto. In seveda, kot smo že prej omenili, tudi sodelujete. In zdaj tako v bližnji prihodnosti, res v bližnji prihodnosti, 6. decembra boste imeli tudi koncert v hramu, pridružil se vam bo pa še kar moški pevski zbor, kaj ne? Tako, Oktet Planika, s katerimi smo sodelovali že, ko smo se lotili takrat Avsenikov, in tukaj je bilo tako dobra energija in
ne vem, res krasen način dela, da smo rekli, da bi to še pač kar enkrat ponovili, tokrat pa z bolj decembrskim, božičnim repertoarjem, tako da že pridno vadimo in se zelo veselimo. Božični, adventne pesmi, ki ste se jih lahko tako malo prešpricali že od lani ali pa od kdaj prej, ali bolj menjujete, posodabljate? To je tudi izziv, ne? Ja, dejansko vedno dodamo še kaj, nekaj zadeve pa recikliramo, ne? Tako da posebni izziv je, ko je recimo neka pesem, ki jo bomo tudi tokrat izvajale, pa malo drugačna, ne? Tako da mogoče je še težje to, kot pa nekaj čisto novega. In potem se tudi dogovorite, verjetno ste zdaj že tudi skoraj da dogovorjeni, kaj bo kdo pel, oziroma kaj bodo oni peli, kaj boste vi. Potem tudi izmenjate kdaj takšen koncert, da tudi vi greste v goste? Tako, zdaj tudi z oktetom je tako dogovorjeno, da je taka stvar skoraj škoda, da bi se samo enkrat izvajala, tako da bomo potem 15. decembra pa zadevo ponovili v Slovenski Bistrici, kjer pa ima oktet Planika, torej svoje domovanje. Takole, če pogledava, marsikateri izziv je povezan tudi z pesmimi, ki jih izberete. Recimo, omenili sva že skupino ABBO, ki je svetovno znana, ali pa katero drugo skupino, katero pesem, tudi nenazadnje tu v Sloveniji, ki jo vsi poznamo, vi jo pa potem zapojete in zveni drugače. Tu lahko pride tudi malo do presenečenja, ne? Ja, dejansko je in ni to izziv, oziroma izziv je lahko tudi na pozitivno obrnjen, kajti pesmi, ki jih poslušalci poznajo, jih še posebej radi poslušajo. Tako so tudi, pogosto nam rečejo, da joj, kako fino, da spet slišim to pesem v drugačni izvedbi, na radio večinoma v, ne vem, instrumentalni verziji, zdaj pa je to malo drugače, prirejeno. In moram reči, da imamo tudi take lepe priredbe, da se sliši, katera je vseeno originalna pesem. Dostikrat pojemo tudi te slovenske popevke, recimo, ne. To so ljudje poznali, ne vem, vsak ima v ušesu, ne vem, Poletno noč in tak dalje. In ja, dejansko je to, se mi zdi, znane pesmi je bolj prednost kot pa težava, no. Kakšen izziv pa je peti pred domačim občinstvom, recimo v teh krajih, ki ste res domače, že Selnica, Ruše, Lovrenc, okolica, ne, ali pa nekje drugje, tako ste že omenili Slovenska Bistrica, ali pa kje imate mogoče večjo ali manjšo tremo ali nek občutek, joj, zdaj pa ne vem, kako bo, ne? Ja, ne vem, večinoma res nastopamo torej v teh naših bolj domačih krajih, v Selnici, Rušah in Lovrencu. Tako da to nam je bi rekla, nam je bolj znano, no? To se večkrat zgodi. Da bi pa bila potem, da bi bil večji izziv pa nekje pred neznano publiko, ne vem, mogoče tudi ne. Važno, da energija štima. Potem pa imate še drugo stvar. Nekje na odrih, nekje v predverju, recimo, tudi v cerkvi. Cerkve so ponavadi narejene tako, da so res, da tisti zvok malo odmeva, se sliši, ali pa so zelo lepo akustične, ne? Je to nov izziv? Ja, to pa je res ogromen izziv. Zato, ker nekateri odri ali pa tudi pač prostori, kjer nastopamo, so res zelo, niti se prav ne slišimo, ne? Mogoče si to kdo težko predstavlja, ampak dejansko, ko smo na odru, ali pa tudi če pojemo v mikrofone, se med sabo potem ne slišimo in to pa je res izredno težko za nas, no. Na srečo se ne zgodi tako dostikrat, medtem ko to, kot ste rekli, ne vem, nastopiti v cerkvi, ko res se sliši tako skoraj angelsko, te tako kar vzdigne, ne, še bolj z navdušenjem poješ. In imate že itak izkušnje s tem, recimo v Lovrencu na Pohorju, ne, ste zapele, ste takrat tudi posebej izbrale pesmi,
tako, da so res spadale v cerkev, tudi po melodiji, po značaju? Zdaj, kadar nastopimo v cerkvi, ja, seveda gledamo tudi na to. V Lovrencu pa smo bili v Radegundi, ki dejansko več ne deluje kot cerkev, tako da tam je bil celoten koncert izveden. Drugače pa, ja, ob Božiču se tudi v Selnici ob Dravi, torej vse vokalne zasedbe, zbori predstavimo z recimo 2 pesmima v cerkvi, takrat pa vsekakor razmišljamo, ta pesem bi pa posebej lepa v cerkvi zvenela. Kakšne želje še imate? Zdaj, jaz verjamem, zdaj imate vi svoje, hkrati pa seveda vsa dekleta skupaj, vseh 7, ne? Kaj bi še rade zapele? Kakšne izzive si še predstavljate zdaj, ko bodo recimo prazniki minili, pa se boste lahko usedle, kaj pa bomo zdaj zapele, kaj še nismo, kaj bi se lahko lotile, ne? Ja, dejansko smo se nekako odločale letos na našem sestanku oziroma občnem zboru, da bi se rade posvetile tudi izboljšanju tehnike petja. Tako da bi vseeno, vse smo amaterske pevke, seveda to je treba poudariti, ampak vseeno je naša želja, da še tudi napredujemo tukaj, da zazvenimo še bolj enotno mogoče, tako da smo rekli, da bi v naslednjem letu mogoče več pozornosti temu posvetile, kot pa spet nekaterim novim pesmim, ker če bi zdaj morali prešteti, koliko pesmi že dejansko vse približno znamo, ali pa smo jih v teh zadnjih letih izvajali, bi jih bilo ogromno, ne? Bi pa še rade izboljšali nekako kvaliteto. Nazadnje po 8 letih se boste počasi verjetno pripravljali tudi na tisto 10. obletnico, na tisto, ko bo pa mogoče, namigujem, da bi lahko bila, ne, malo bolj mogočna, še večja, še bolj obsežna, ne? Tako je, tako, in do takrat bi bilo fino narediti še nekaj čisto na tehniki in na kvaliteti. Rekli ste amaterske, pa ste imeli sicer neko predznanje ali pa mogoče kot skupina tudi kdaj kakega učitelja, učiteljico? Občasno delamo z kakšnimi učitelji, s tem, da si želimo, da bi to bolj redno postalo. Drugače predznanje imamo skoraj vse iz glasbenih šol, iz različnih inštrumentov tudi. Nekatere se pa tudi še zdaj dodatno, torej vokalno izobražujejo. Vseeno mi moramo kot skupina poskrbeti. To je tisto, ne? Na koncu koncev vas je 7 na odru in takrat morate zapeti tako, da se sliši, ne bomo rekli kot ena, ker imate vseeno več glasno, ne? Pa vendar tako, skupaj, ne? Točno. Ne bom vam rekla torej zapeti kaj, ne? Pa vendar vseeno, imate vi sama kakšno ljubšo pesem ali pa kako tisto tako, da ste bili posebej veseli, da ste jo že zapele ali pa posebej veseli, da jo boste zapele? Dosti preveč je takih, skoraj lažje bi vam naštela pač tiste, ko jih nimam posebej rada. Seveda so tudi takšne, ali da mi pač, ne vem, ni všeč že v osnovi ali pa mogoče, ne vem, iz nekega razloga. Ampak večino je res takih in mislim, da je to ravno posebej močna stran naše skupine, da izvajamo zelo poslušljive pesmi. Posegate pa seveda v več zvrsti. Tudi džeza ste se že lotile? Ja, kar je posebej težko, moram reči, mogoče kakšne priredbe teh božičnih pesmi znajo biti džezovske in to je za naša, ne vem, slovenska ušesa, kako naj rečem, je kar izziv. Tako da ja, tu bi bilo potem treba še kaj več narediti na vajah. Ne nazadnje, džez je tudi različen, ne? Tudi sam, bomo rekli, še več vrst, še več preigravanja glasu in vsega, tako da osnove so že verjetno, ne? Zdaj pa naprej, ne? Tako je, tako je. Kaj so pa vam, recimo, je verjetno tudi čisto odvisno od samega koncerta, nastopa, dogovora, bolj všeč mirne, bolj dinamične, bolj takšne igrive? Ja, meni so kar všeč vesele, hitre pesmi, sploh za izvajati, ker se mi zdi, da to tako občinstvo tudi pritegne. Recimo kakšna Zemlja pleše ali pa Šuštarski most, ne, to so takšne
Ja, ko občinstvo kar vidiš, da uživajo, ko poslušajo. Seveda pa je, mislim, da ključno pravo razmerje na koncertu med torej mirnejšimi in živahnejšimi pesmi in to skušamo uloviti. Zdaj, če gledamo neke večje koncerte, kjer je cela glasbena skupina na odru, ali band, ali ansambl, ne, ali neka pihalna godba, kjer imajo tudi seveda pevce, pevke, ljudje marsikdaj pojejo z njimi, tudi pri vas začnejo prepevati, čeprav imate vi priredbe, ne? Ja, samo so takšne priredbe, da se večinoma kar da zraven tudi pet. Posebej je zabavno tudi, kdaj, recimo, ko že pridemo z odra, pa potem zapojemo skupaj z občinstvom. Enkrat smo tudi na gradu Vurberk, imajo takšno prireditev, vedno, ko se različni pevski zbori dobijo in potem, ko je bilo že cele prireditve, v bistvu konec, je bila še samo pogostitev, smo na koncu vsi skupaj peli in to je bilo res enkratno doživetje. Ne nazadnje lahko rečemo, kdor poje, zelo ne misli. Res je. Tako je. Najlepša hvala, da ste bili moja gostja. Povedali ste marsikaj zanimivega o vaši vokalni skupini Florentine, ki bomo, kot sva rekli, kaj kmalu lahko slišali v hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi. Še enkrat najlepša hvala za pogovor in za povabilo predtem. Dragi gledalci in spoštovane gledalke, vam pa do naslednje oddaje Kulturni izziv nasvidenje. Ostanite pa seveda še naprej pred televizijskimi ekrani, zasloni, kajti program na VKTV se nadaljuje.